imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Predragi bratje in sestre, zbrali smo se v Gospodu, da bomo skupaj blagoslovili ta plato in nova vrata, ki nas vodijo v cerkev, nas vodijo v Kristusu. Hvaležni smo mu, da je Gospod podpiral tukajšnje delo, hvaležni smo mu za vse dobrote, ki jih sprejemamo iz njegovih rok. Molimo, o Bog, po tebi se sleherna stvar dviga ključi. S tako veliko ljubeznijo spremljaš ljudi, da zanje ne le očetovsko skrbiš, svoji ljubezni tudi milostno očiščuješ grehom in stalno vodiš glavi Kristusu. Prosimo te, blagoslovi to vodo svojim blagoslovom. Bomo z njo pokupili sebe ter bogoslužni prostor, znamenje tega zveličavnega studenca, pri katerem smo očiščeni v Kristusu postali Svetega Duha. Daj mi, brati in sestrami, ki bodo spoznavali tebe, opravljali svete skrivnosti in dospeli družbo svetnikov nebesi. Molimo, vsemogočni večni Bog, izli na ta kraj svojo milost. Vsem, ki te bodo klicali, pomagaj, da bodo v tej cerkvi, v tem svetišču doživljali tvojo bližino. Prosimo te, blagoslovi ta novi plato. Prosimo te, blagoslovi ta nova vrata. Naj ta vrata vodijo k Kristusu. Kristus, ki je vrata v večno življenje. Kristus, ki nas odrešuje, prinaša življenje, upanje in veselje. Naj nas vedno znova spominjajo, da vstopamo na sveti kraj, to svetišče svetega Mihaela, da bi tukaj doživljali Božjo bližino in Božje varstvo. Prosimo, blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Greš pet naprej. Lepo pozdravljam vse, ki ste se danes zbrali v naši lepi cerkvi svetega Mihaela. Veseli smo, da ste z nami tudi gospod Škof, monsignor Antonik,
ter predstavnik Škodas, gospod Jože Kerak. Vsako farno žegnanje je praznik za župnijo. Letošnja Mihelova nedelja, kot je rečemo pri nas v Rovtah, je za nas še prav poseben praznik. Spomnili se bomo 30. obletnice od ustanovitve župnijske Karitas Rovte. Sveti Jakob je v svojem pismu napisal: vera brez del je mrtva. Zato so že prvi kristjani v svojem občestvu delovali dobrodelno. Malo po osamosvojitvi Slovenije se je tudi pri nas lahko cerkev ponovno javno začela ukvarjati z dobrodelnostjo. V Rovtah so prizadevni farani med prvimi ustanovili župnijsko Karitas. Skozi leta in desetletja se je ob trudu članov lepo razvijala. Z dobrimi deli je pomagala marsikateremu pomoči potrebnemu v župniji in drugje. Danes se bomo za vse dobro, kar smo prijeli po Karitas, zahvalili Bogu in prosili za Božjo pomoč tudi vnaprej. Kot se za farno žegnanje spodobi, je gospod Škof tudi blagoslovil, kar smo v letošnjem letu uspeli prenoviti in zgraditi. To so novo vhodna vrata župnijske cerkve ter plato pred župniščem. Spoštovani, dragi gospod župnik, dragi ministrantje, narod, še dragi bratje in sestre, tukaj imate očetno posebne veze z Bogom, Ljubljanje, tako megleno, pusto za nikamor, tu pa tako v nebesi. Tako da ne bo ta odsev nebes tudi v naših srcih pri tej sveti maši, obrazdujemo 30 let župnijske Karitas, blagoslovili smo vrata. V svetem letu imajo, ki je pred nami, ki bomo začeli z Božičem, vrata prav poseben pomen. Namreč stopiti skozi sveta vrata pomeni, in vrata v našo cerkev pomeni, da se bližamo Kristusu. Kristus je vrata večnemu življenju, ker je on s svojim človečenjem vsemu človeškemu krepenenju dal neskončno upanje. Torej, za mnogo darov se danes na Mihelovo nedeljo po Karitas žegnanje lahko zahvaljujemo. Mihael pomeni, kdo je kako Bog. Bog je Bog, človek je človek. Če to pomešamo med seboj, da se človek postavlja na mesto Boga s svojim napukom, svojo domišljavostjo, potem nastane kaos. Če pa je Bog na mestu, kjer mora biti, če je Bog na pravem mestu, vse na pravem mestu, potem pa v našem življenju prava življenjska usmeritev in smisel življenja. Prosimo Gospoda, naj nam odpusti naše grehe, slabe misli, predsodke, karkoli se v našem življenju medsebojnih odnosih zgodilo slabega, torej s čistimi srci opravimo to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in Mare in sestre, ki znam, da sem grešil, v misli, besedah in dejanju, malega opustil in slabega storil. Žal mi je, zato mi je žal, zato prosim svetega znamenja, same in svetnike in tudi vas, prosite za nami, usmiri se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Christus,
ti v nebesi z veseljem in zvesto služijo, naj nas varuje na zemlji. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekov. Neštete množice strežejo Boga. Berilo iz knjiga proroka Danijela. Opazoval sem, tedaj so bili postavljeni prestoli in staroletni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kot sneg in lasi njegove glave kot čista voda. Njegov prestol so bili njeni prameni in njegova kolesa več ognja. Njena reka je tekla in se je zlivala iz nebe. 1000krat 1000 so mi stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. Gledal sem v nočni krilo. Glej, na oblaču neba je prišel Sin človekov. Dospel je do staroletnega in privedli so ga pred. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo. In vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna, neminljiva oblast in njegovo kraljestvo je neuničljivo.
angeli so se vojskovali zoper zmaja, tudi zmaj se je vojskoval proti angeli, tudi niso zmogli, ni bilo v nebesih večjega mesta za. Pahnjen je bil veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Pomič in Satan, ki zapeljuje v svet. Pahnjen je bil na zemljo, njegovi angeli so bili pahnjeni z njim. Slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa, kajti pahnjen je bil tožnik naših bratov, ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan. Oni so ga premagali z jagnjetovo krvjo, z besedo svojega pričevanja in niso ljubili svojega življenja do smrti. Zato se radujte, nebesa, in prebivate v njih. To je Božja beseda. Ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl. Natanael mu pravi: učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Jezus mu odgovori: ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ, še kaj večjega, kot to boš videl. In reče mu: resnično, resnično povem vam, videli boste nebo odprto in Božje angele gor in dol hoditi nad Sinom človekovim. Poslušali smo Kristusov evangelij. Čudovito ste ga pripravili oziroma odlično tajanje, ko so pri maši, ko so pri domašnik. Morda je pa danes še malo ponovitev zlate maše. Tako je, tako. Tudi ponovitev zlate maše. Potem pa 30 let Ljubljske Karitas je seveda priložno, da se zahvalimo za vse tiste, ki ste začeli. Se karitativna dejavnost je bila izvoru vsakega izmed nas, ko smo krščeni, ampak še posebej je Škofijska Karitas tista, ki organizira v okviru tudi Škofijske Karitas, gospoda Jožeta Kerna, lepo pozdravljam, ki je pred nami.
mnoge dejavnosti na različnih področjih, pa tudi vse nas, tudi tisti, ki nismo najožje vključeni v karitativno dejavnost ali v Karitas, pravzaprav, kot ste povedali v uvodu, karitativna dejavnost spada iz veru našega krščanskega poslanstva. Vera brez del je mrtva. Krščanstvo ni samo neko razmišljanje, neki lepi sklepi, neka filozofija, nekaj, kar plava v oblaki, ampak je nekaj, kar je zelo konkretnega, dejavnega. Ko pokažemo, da jemljemo evangelij zares in se trudimo za to, da bi bili kot usmiljeni Samarijan, ki opazi človeka v stiski, da bi bili podobni Jezusu, ko opazi človeka, ki potrebuje kakršenkoli pogovor, pa naj bo to bolan človek, ali naj bo to Samarijanka, ali Matej, ki postaja potem apostol. Vsako to srečanje s človekom prinese, če ga res Jezus povabi v svoje življenje, neko novo razsežnost, novo upanje in novo veselje. In karitativna dejavnost naj bi prinašala prav to, da nam je mar za naše bližnje, da se ne zapiramo samo v svoj svet, svoje interese, svoje potrebe, svojo sebičnost, ampak da opazimo naše bližnje, da jim skušamo pomagati na različne načine. Gre seveda za materialno pomoč, v mnogih primerih je to potrebno, posebej še, ko pride do kakšnih naravnih nezgod, kot se ne dogaja v Srednji Evropi in je še Karitas ogromno pomagala, Škofijska, Slovenska Karitas, gotovo tudi vaša, ali pa ko gre za potrebe pri nas. Potrebna pa je tudi pogosto duševna pomoč, ko nekdo v stiski, trpljenju, preizkušnji, ko ne ve, kako naprej. Velikokrat ob tem, ko nekomu nekaj podarimo, mu podarimo na drug način ali pa morda še več ali pa na enak način, to, da nekoga poslušamo, opazimo, da nam je blizu, da nam je mar zanj, da drug drugemu podarimo čas. Da podarimo čas in da se res srečamo s človekom. To je še tako pomembno včasih, ko živimo v tako mali individualistični družbi, družbi pragmatizma. Zdaj spremljamo papeža na obisku v Luksemburgu in Belgiji. In kaj znova in znova poudarja kristijanom v srcu Evrope, pravi. Preveč ste se zaprli v svoje bogatstvo, v Luksemburgu svoje banke, svojo moč, imeti, pozabili pa ste na biti. Pozabili se na človeka, na bližnjega, na tistega, ki je v najtežjem socialnem položaju ali kakršnikoli stiski. In papež jih znova vabi, da razmislijo o tem, čem je prihodnost krščanstva v Evropi, oziroma da se vedno znova vrnejo k izvirom Evangelija. In zato naj bo današnja obletnica Karitas vaše župniji na Večerovo nedeljo priložnost, da veste, vsi poživimo tega duha vere, duha služenja. Nismo prišli na ta svet, da bi gospodovali drugemu. Naše dejanja bodo tista, ki bodo pokazala, koliko vero jemljemo zares. Materialna pomoč, duševna pomoč, duhovna pomoč. Včasih nas to prosi, molite zame, papež nam vedno podarja. Tudi včeraj rekel v Bruslu, ne pozabiti moliti name. In seveda, kot papež Frančišek večkrat preseneča, je šel obiskat dom svetega Jožefa, kjer so ljudje v največji stiski, bolezni in tam skrbi redovna skupnost za njih, mimo protokole. Kaj želi povedati? Želi povedati prav to, da kadar smo z bližnjim, kadar nekaj dobrega naredimo za našega bližnjega, kadar smo tudi sami najbolj srečni. Vede, vse funkcije, vsi položaje, vsa imetja, ne vem kaj, ko se na nek način kar naprej človek povizal, ne vem kakšno prestiž
egoističnost na tem svetu, vse to bo izslabelo. Tisto, kar pa večno ostane, je pa sled dobrega in lepega. To pa je zapisano v večni Božji spomin. To pa nikoli ne bo izginilo. Eno dejanje, narejeno iz čiste nepreračunljivosti, narejeno iz čiste zastonskosti, ko imamo nekoga radi, to bo zapisano v večni Božji spomin. In zato se, dragi bratje in sestre, prizadevajmo za to, da nam bo mar za bližnje, da jih bomo pazili in da bomo življenju res naredili lepega in dobrega. Ko sem že omenil papeža Frančiška, takole, veste, ko se takole mladino srečujem pred Birnami, pa jih vprašam, kaj jim je pri papežu všeč, pa pogladijo, da je ptico, to je slovenska skupnost velika v Buenos Airesu, vse se mu tudi malo poznala, da je ptico, pa potem, da je nogometašno, navija za nogometni klub San Lorenzo, pa še druge stvari, pa da papež ni noben Važič, pa da je papež ima posebej da tiste, ki so v stiski, vedno pišče bolne, trpeče, otroke, mlade s posebnimi potrebami, begunce, zapornike. Za Argentine prihaja, tam je situacija zelo težka, zato je še posebej blizu tisti, ki so v najtežjem položaju. Potem pa eden tak je Birmanc je bil en Avna Vihan, pove zelo iskreno, pa pravi, veste, ta papež je pa viren. To pa lepo, da je papež viren, ne? Neko, da papež veruje, pa da mora, je pa lepo. Potem pa ga vprašam, ja, kaj pa to pomeni, da je papež viren? Pa reče, da bi pa genialno. Veste, rad ima Boga in rad ima ljudi. A ni rekel govor, kaj mislite otroci? V redu, ne? A, vidite. Tako, najbrž bi tudi vi, tako ali pa podobno povedali. Rad ima Boga in rad ima ljudi. Radi imejmo Boga. Če bomo radi molili, radi imeli Boga, prejemali zakramente, podeli naši spovedi, potem bo to Božje odsevalo v naše življenje. Potem bo tudi iz našega življenja, okoli, kjer živimo, takšnem ali drugačnem, bolj naklonjeno bili ali pa zelo nenaklonjeno bili, odsevalo nekaj Božjega, nekaj svetega. Kot so zapisali za Sveto mater Terezijo, ki nam je lahko zgledi priproštica pri karitativnem delu. Vse ne verujemo, so rekli, ne vemo, hindujci, budisti, ampak iz te želje si je nekaj svetega. Vsi jo imajo za mati, še danes. Ne reče mati Terezija, reče mati, mati. Za vsa verstva, muslimane, hindujce, budiste in druge. Zakaj? Ker je imela rada Boga, se je to poznalo, odsevalo v njenem življenju. Radi imejo Boga. In radi imejo ljudi. To pomeni, veliko krat se ustavimo pri nekem zunanjem videzu, kaj o nekom nekaj govori in vemo, da v danem tisto skoraj nič ne drži. Ogromno fantazije, ogromno besed, veliko predsodkov, ki ruši medsebojne odnose. Če se pomalo poglobimo v človeka, pa vidimo, da je v jedru marsikaj lepega, dobrega, ogromno darov. Odkrivati to, presegati predsodke, slabe misli, izključevanja. In rad imeti ljudi pomeni, včasih pridejo konflikti, včasih se skregamo, včasih pridejo napetosti, pa se v službi pa v šoli še zadržimo, ko pa pridemo domov, pa vdaji strela, posluša žena, otroci, mož, stari starši, tisti, ki niso čistički, navadno tisti najbolj slišijo. Pa ni največji problem, če se to zgodi. Največji problem je potem, če se kuha mulo, če se ne govori, ne pogovori. Umetno življenje je, da konflikte rešujemo, ne pa da jih ni. To reče, da jih ni, laže. Umetnost je, da se pogovorimo, si odpuščamo
tako se imamo potem še bolj radi, še bolj blizu smo drug drugemu. In to pomeni rad imeti ljudi. Graditi odnos, graditi v družini, skupnosti, v župniji, kjerkoli, v službi, v šoli, graditi znova odnos in preko vseh mogočih stvari, tudi negativnih, če to predelamo, če se naučimo malo ponižnosti, postajamo še večji prijatelji, se da imamo lahko še bolj radi in naši odnosi so še bolj kvalitetni. Torej, naj tudi za nas velja, da bodo rekli, ti ljudje so pa verni. Radi imajo Boga, radi imajo ljudi. In Karitas to na poseben način uresničuje in sta nam zgled pri tem. Zato vam iskreno čestitam ob tej obletnici. Vesel sem, da je ta župnijska Karitas vaša škofija znano tudi naši nadškofiji in da naredite na mnogih področjih toliko dobrega. Ne bom naštel imen od tistih, ki sta začeli, pa tistih, ki ste danes. Hvala vam za vaše pričevanje, za vaše delo. Ko župnija obiskuje župnijske Karitas, vidim, koliko dela, tudi potrpljenja je potrebnega, koliko žrtev, odpovedi, ko gre za eno ali drugo obliko pomoči. Hvala vam za vaše pričevanje, tisti, ki ste ustanovili, vodite danes Karitas in pravzaprav celotno župnijo vabim, da naša vera ne bo mrtva, da se bo pokazalo, da imamo konkretna dela v čisto konkretnih situacijah. Želim vam, da bi res ta obletnica bila priložnost, da poživimo svojo vero in da smo hvaležni za mnoge darove, ki nam jih dobri Bog daje. Na eni najstarejših azijskih univerz na Filipinih, v Manili, univerzi Svetega Tomaža, piše: to, da si in kar si, je Božji dar tebi, človeku. Kar pa boš naredil iz svojega življenja, pa je tvoj dar bližnjim in Bogu. Dragi bratje, sestre, življenje nam je podarjeno. Mi pa bodimo vsi skupaj dar našim bližnjim. Nekoga razveseliti je največja sreča v tej življenju. Našati upanje, prinašati veselje, bližino, razumevanje, da se človek ne počuti sam izgubljen. Saj beremo v Svetem pismu, ne vem, Janezov evangelij o zdravljenju Betlehemu, kaj je bil glavni problem človeka, ne toliko, da je bolan, ampak pravi Jezusu, nimam človeka, nikoga nimam, sam sem. To je največja bolečina. Naredimo vse, da te samote, osamljenosti ne bo, da se bo vsak občutil potrebnega, ne glede na leta, bolezen, starost ali druge okoliščine, da se bo čutil nagovorjenega in sprejetega. Iskreno vam čestitam ob tem jubileju gospodu župniku Tomašniku, pa tudi obilo blagoslovov, zdravja in moči še naprej. Vaš župnik je ta dobra duša. Včasih ga takole kakšna bolezen majčkano preizkušati, ampak on se ne da, ker je močna, trdno vero, vi ga imate radi, on vas in to je pravzaprav najlepše, kar se lahko zgodi v dogajanju v župniji. Današnja nedelja, Mihajlova nedelja pa nas povabi, da bomo zares v svojem življenju sledili temu, da ko je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Da bomo znali zares zaupati v moč Božjega delovanja, angeli pa da nas varujejo, čuvajo naših poteh, da bomo zares prisluhnili Gospodu, vedno znova, ki prihaja v naše življenje. Angele varuhe nam pošilja in nam sporoča, kot je, ne vem, angel Gabriel poslan Mariji, kakšno je njeno poslanstvo, tudi nam angeli razodevajo, kakšno je naše poslanstvo življenje.
Pa ne samo angeli z nebes. Pravzaprav nam današnje nedelje govori, da smo drugemu angel mali. Drug za drugega smo odgovorni. In če bomo to storili, potem bomo zares sledili evangeliju in temelju vsebini današnjega praznika. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo. Amen. Sedaj pa skupaj se pojdemo. Dragi bratje in sestre, nebeški Oče, nas v svojih angelih vedno spremlja in varuje. Danes v Mihilovo nedeljo ga z zaupanjem prosimo. Naj tvoji angeli varujejo cerkev pri njenem boju s silami teme in zla. Naj vsi narodi spoznajo tvojo usmiljeno ljubezen in očetovsko skrb za vse ljudi. Naj stari starši svojim vnukom z ljubezni
veličamo, da se tebi, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, vedno in povsod zahvaljujemo in te slavimo v tvojih angelih in nad angelih. Počastimo tebi zveste angele, poveličujemo tvojo vzvišenost in slavo, saj njihovo dostojanstvo in lepoto razodivata, kako neizmerno ti vse presegaš. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu slavijo tvoje veličastvo množice angelov. Z njimi združeni te molimo in hvalimo tudi mi in ti z veseljem pojemo. Gospod svoje cerkve, širjene po vsem svetu, s popolno ljubezni skupaj
skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, posebej ti priporočamo pokojnega Rafaela Cipič in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in ne daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Na dan Mihajla, če naš vidimo v tem, da sta oba simbola zaupanja v Božjo pomoč in zaščito. Medtem, ko Oče naš izraža prošnjo Bogu, naj nas vodi, varuje in reši zla v prošnji, reši nas vsega hudega, je Mihajl tisti, ki po Božjem ukazu neposredno deluje v duhovni bitki. Zaupanjem v Božjo ljubezen in zaščito na dan Mihajla sedaj skupaj molimo molitev, ki nas povezuje z našim nebeškim očetom. Njegovo varstvo in blagoslov izročamo naše delo, naše bližnje in vse tiste, ki jim je Karitas v teh letih prinašala tolažbo in pomoč. Amen.
ampak ne vedo svoje cerkve, utrdijo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, vodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Jezus je po vstajenju od mrtvih svoje učence pozdravil. Mir vam vodi. Ta mir je svet ne moral dati. Zaželimo si Božjega miru, drug drugemu stiskom roke.
če jih posnem, bo dala tele na 0,5, jih boš bolje videla. Nosiš nas, hvala, ker ti. Marija, srečna nas, Marija, mi te prosimo. Otroci bliskajo in govorijo, da nam svojo mamo je Bog. Otroci bliskajo in govorijo, Marija, mati srce otrok. Hvala, ker si rodila Jezusa, hvala, ker si nam podarila ga, hvala, ker si naša mamica, Marija, mi te prosimo. Otroci bliskajo in govorijo, da nam svojo mamo je Bog. Otroci bliskajo in govorijo, Marija, mati srce otrok. Otroci bliskajo in govorijo, da nam svojo mamo je Bog. Otroci bliskajo in govorijo, Marija, mati srce otrok. Molimo, sveti Bog, okrepčal si nas z nebeškim kruhom, z njegovo močjo naj veri v varstvo tvojih svetih angelov hodimo po poti zveličanja, po Kristusu našem Gospodu. V sredo bodujejo sveti angeli varuhi,
ob 18. zapojnega Jureta skladba Vedno rode 50. Četrtek poduje sveti František Borbija, duhovnik, ob 18. zapojnega Francita Zalobnik Vedno rode 128a. Petek je prvi petek v mesecu oktobru, poduje sveti František Vasiški redovnik, ob 18. zapojnega Františka Tarčeka in Rozalijo, roke 114. Sobota je prvo v mesecu, poduje sveta Marija Faustina Kovarska redovnica, ob 9. marca na vrhu svetih treh kraljev. Nedelja je 27. nedelja leta, rožnovenska nedelja poduje sveti Bruno, ustanovitelj Rekordštudijano, je tudi zatetek tedna za življenje, ob 37 za brane, ob 10. zapojnega Antoda in Rozalijo Vlak, ob 14. rožnovenska pobožnost. Nova številka družine Navriška se zavita ter tiskana osnovila, Mavrica bodo otroci prejeli pri Boruču. Potrebne novniške maše bodo z mesecem oktobrom ob 18. uri. Kot je rečeno, jutri maša na Petkovcu v cerkvi svetega Jeronima ob 18. Mesec oktober je posvečen rožnovenski materi Božji molitvi rožnega venca. Rožni venec bomo molili v delovnikih pred mašo, ob nedeljah pa kot samostojna pobožnost, ob 14. uri z litanijami Matere Božje in blagoslovom za najsvetejših. V sredo 2. oktobra je prvo srečanje za člane Župnijskega pastoralnega sveta v letošnjem pastoralnem letu. Za prvi petek v mesecu oktobru bomo v dopoldanskem času obiskal doma in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zvolili litanije srca Jesovega in prejeli blagoslov z najsvetejšim. Vsi, ki ste postali ministranti ali pa še imate željo postati, pridite na prve ministrantske vaje, ki bodo v petek 4. oktobra ob 16:30 v zakristiji. Spominska sveta maša na Teharja bo nedeljo 6. oktobra ob 11. uri, odhod avtobusa iz Rozovospi izpred cerkve. Prijave sprejema podjetje Jurbus posebno. Ob koncu današnje slovesnosti najbolj želimi tednovo nedeljo, Rimljanje, se zahvalimo vsem, ki ste današnjo slovesnost pripravljali. Zahvalil sem vsem članom Župnijske Karitas, pevcem, ministrantom, tiste, ki ste postavili vlajke in spletli vence, pinkarjem, narodnim nošam, ženam, ki ste pripravili pecivo, vsem, ki ste kakorkoli naredili in karkoli naredili za današnjo slovesno nedeljo. Še posebej se zahvalim gospodu škofu Antonu Jamniku, da nam je blagoslovil blato in nova vrata vlogi pod zvonikom, pa seveda tudi za darovano sveto mašo in nagovor. Še enkrat Bog plačaj vsem, želim vam vsem skupaj lepo praznovanje Mihajlove nedelje. Vse, kar lahko človek ob tako duhovnem, bogati sveti daritvi reče, je ena sama velika hvala. Zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega slovesnega bogoslužja. Seveda prva zahvala vam, škof Jamnik, ki ste se prijazno odzvali na vabilo našega župnika in z vašo navzočnostjo in daritvijo svete maše dali še večji poudarek praznovanju 30. obletnice Župnijske Karitas.
naše srednje kot predstavnik Škofijske Karitas. Še pred 2 mesecama je bil generalni tajnik Škofijske Karitas, Karas je Koen, sodelavec, zelo so hvaležni za sodelovanje. Hvaležna sem mu za vso pomoč, ki mi je kot začetnici nudil. Mislim pa, da je bila njegova pomoč prisotna in pristna tudi v večnem. Vse lepo pozdravljam v imenu Škofijske Karitas. Bi se navezal na to, kar je gospod na začetku povedal v uvodu, da je bila Karitas v Rovtah ustanovljena takrat v 90-ih letih, v začetku 90-ih let, ko se je ustanovila Slovenska in nato Škofijska Karitas kot ena izmed prvih župnijskih Karitas. S tem ste bili zgled, mnogi ste še tukaj, za druge župnije in za mnoge druge Karitas po Sloveniji. Se mi zdi, da je to za Rovtarsko župnijo posebej pomembno. Tukaj bi lahko ljudje rekli takrat v 90-ih letih, zdaj pa svoboda, zdaj pa za reveže skrbijo tisti, ki so bili bolj privilegirani, ki imajo več, ki imajo višje položaje in tako naprej. Do tega ni prišlo, župnija je ustanovila Karitas in dobro delovala vseh teh 30 let, živahno, zvesto, tudi dobro povezana Škofijsko Karitas. In mislim, da je to krščansko zadržanje, da vsako občestvo skrbi za svoje uboge, zelo pomembno in v vaši cerkvi sta mislim, da tudi gospod Škop je vedel bož, 2 naličja svetnika krščanske dobrodelnosti. Na desni strani sveti Lovrenc, ki je za vzemanje za dobrodelnost, mislim, na sred 3. stoletja, plačal življenjem v času cesarja Valeriana in potem sveta Elizabeta Ogrska, zavetnica Karitas za vesoljno cerkev. Ona je ena največjih svetnic v katoliški cerkvi, sodobnica svetega Frančiška in ona je prva svetnica tretjerednica. Ona je prva velika svetnica iz Frančiškovega tretjega reda. Včasih so rekli tistim ženskim, so več kolikaj so vse bile aktivne tercijalke. Ampak tretje rednik v Frančiškovem v tem smislu, v tej duhovnosti pomeni predvsem skrb za uboge in za reveže. In bi se tako ob tej naši zavetnici Karitas zahvalil vsem sedanjim pa vsem nekdanjim sodelavcem župnijske Karitas in po njenem zgledu, ki je bila mačarska princesa, turingijska kraljica v Nemčiji, žena kralja Ludvika, ki je umrl v pohodu na križarske vojne, javno se zavzeti za uboge v nekem okolju, v občestvu, v kraju in bi se posebej tudi zahvalil vsem 3 voditeljem župnijske Karitas Rovte, gospodu Pieronimu, ki jutri goduje, potem gospodu Jožetu in sedaj gospe Veri in želim, da bi to delo dobro teklo. Hvala. Hvala gospodu Roku Kavčiču in gospodu župniku Petriču. In za vse, kar sta dobrega naredila za naše parame. Njuno delo se trudim nadaljevati po najboljših močeh. Hvala vsem sodelavcem, ki mi tukaj pomagajo. Seveda pa bi z velikim veseljem sprejeli tudi nove člane, tudi mlajše. Naše praznovanje pa je združeno tudi s praznovanjem svetega Mihaela, torej parnim žegnanjem. Veseli smo novih brat, za katere je sredstev prispevala skupnost
za tlakovanje platoja. Skozi blagoslovljena vrata boste sedaj stopili ven v sončen dan in upam, da se boste na urejenem in blagoslovljenem platoju pred župniščem vzeli še nekaj časa za klepet in druženje, pa tudi kakšen prigrizek si vzemite. Gospodinje so spekle za cel teden. Vzemite. Hvala. Našemu zlatomašniku en aplavz ne volje. Izvan da zveličavnemu
previdnost.